Naslednja naloga je: izračunajte in zapišite koordinati točke, v kateri je tangenta na krivuljo y je x na kvadrat plus 2x minus 1, vzporedna premici y je minus 2x plus 3. To pa izgleda že zdaj zahtevno, ne? Najprej imamo eno krivuljo. X na kvadrat plus 2x minus 1. Jaz bom zdaj to narisala, ne? Skico, samo skico. To ni nujno, da je sploh taka funkcija. Obliko že, ne? Druga pa nimam pojma, če sem zadela. Takole. In zdaj imamo neko premico, ki poteka, rečemo takole, da bo vsaj malo bolj ravna črta. To je ta premica. In mi bi zdaj radi poiskali neko točko, ki je tule gor, da bi lahko tole premico, mislim, da tangenta poteka vzporedno tej premici. Takle. Ne? Takle, da bo tale tangenta takole vzporedna tej premici, se pravi, da gre takole sem. Kako bi se zdaj tega lotili? Ja, najprej moramo vedeti par podatkov. Prvič, če sta premici vzporedni, imata enake koeficiente. Se pravi, tale koeficient te premice bo enak koeficient tangenti, ne? Se pravi, koeficient premice je enak koeficient tangente. Premica je enak koeficient tangente. Zdaj pa, koliko je koeficient te premice? Ja, tule je minus 2, ne? Se pravi, vse skupaj je enako minus 2. Koeficient tangente je torej minus 2. Kako pa mi dobimo še po drugi strani iz tegale, da bo tangenta prav v tej točki? Ja, koeficient tangente je odvod, je enak odvodu te krivulje, ne, y, odvajamo, v točki x nič. In tule, to je ta točka. Ta točka ima koordinate x nič, y nič. Se pravi, če bi mi tale x nič dobili, bi že kar zmagali, ne? Veliko bi že imeli. To pomeni zdaj kaj? Ja, odvajamo zdaj to, pa da vidimo, kaj dobimo, ne? Ja, odvod, lahko izračunamo, imamo vse podatke. Odvod od y je x kvadrat odvajamo je 2x plus 2-krat odvod od x je 1, odvod od številke pa nič. Se pravi, y črtica je 2x plus 2. In če bi mi želeli, da bi bila vrednost tega odvoda prav koeficient, moramo neki x nič najti, ne? Se pravi, če bi mi noter dali v tale odvod, da bi dali x nič, to pomeni, da bi bilo tole 2-krat x nič plus 2. In to vse skupaj, to je pa zdaj ta trik, vse skupaj mora biti enako minus 2, ne? Ker koeficient tangente mora biti minus 2, da je vzporeden tej premici. Se pravi, to mora biti enako minus 2. In če pogledamo tole, dobimo enačbo, iz koder bomo lahko izračunali y nič. 2x nič pustimo na tej strani, pa dobimo minus 2, pa še 2x, mislim 2 na to stran dobimo še minus 2, se pravi 2-krat x nič je potem minus 4. Ker je tukaj krat 2, delimo z 2 in dobimo x nič je minus 2. Ok, se pravi, prvi del te točke že imamo, x nič. Kako bi pa dobili zdaj y nič? Točka T leži na krivulji y je x na kvadrat plus 2x minus 1. Če pa leži, to pa pomeni, da y nič lahko dobimo tako, da v to funkcijo vstavimo x nič. To pa je
minus 2 na kvadrat plus 2 krat minus 2 minus 1. Y nič je potem 4 minus 4 minus 1, kar je minus 1. Pravi, imamo zdaj točka T je x nič, y nič. To pomeni, da je točka T, malo bom tesen, minus 2 minus 1. Rešeno. To je konc. Če rabiš več, na ninarazlaga.si, prosim, naroči se na moj YouTube kanal, tule. In pa, če bi rad kaj prispeval za ta projekt, spodaj je vpis, sprejmemo, ni da ni.